Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dobrodošli v festivalni dvorani na Bledu na predstavitvenem večeru zbornika Razgledi Muzejskega društva Bled za leto 2014. Zgodovino je od vselej zapisovala človeška roka, zato je preteklost vedno pripovedovana skozi oči nekoga drugega. Polna je osebnih pričevanj ter svoj obraz kaže iz najrazličnejših zornih kotov. Razteza se preko raznovrstnih področji ter se na koncu zaključi v enovito celoto. Prav tak opis velja tudi za letošnje razglede, saj nam je skupno kar 15 avtorjev posodilo svoje oči, svoj pogled in ustvarilo zgodbo Bleda v minulem letu. Nocojšnji večer je torej namenjen pogovoru z avtorji prispevkov, ki nam bodo odkrili ali pojasnili še kakšno podrobnost ali zanimivost, ki njihov prispevek bogati ali samo dopolnjuje. Preden pa jim predam besedo, mi dovolite, da na oder povabim predsednika Muzejskega društva Bled, gospoda Sreča Verniga, da vam osebno izreče dobrodošlico. Lep dober večer, prav lepo pozdravljeni prijatelji kulture in športa in lepe besede. Dovolite mi, da še posebej pozdravim goste, prijatelje iz Cornwalla, gospod Ano Carney in gospoda Tony Carneya. Please let me express a warm welcome to our friends from Cornwall, Miss Anne and Mr. Tony Carney. Thank you very much for coming. Sedaj pa pojdimo v zgodnji srednji vek. Skupina vojščakov se iz bojnega pohoda vrača domov. Zaidejo v temno deželo. Vse okrog njih je sama črnina, da niti konji ne vidijo poti. Vse, kar slišijo, je tišina noči in odmev korakov po drobnih kamenčkih. Nekateri razjašejo, potipajo po tleh in začutijo, da so tla polna kamenja. Nekaj od njih se jih skloni in stav začne pobirati kamenje. Nenadoma se zasliši glas. Tisti, ki bo vzel, mu bo žal. In čez trenutek, pa tudi tisti, ki ne bo vzel, mu bo žal. Nekateri so se napolnili žepe, nekateri pa niso vzeli ničesar. Ko so vendarle prišli iz temne dežele, so ugotovili, da je to kamenje pravzaprav drago kamenje. In tistim, ki niso vzeli ničesar, je bilo žal, da niso vzeli vsaj 5 draguljev. Tistim pa, ki so drago kamenje pobrali, pa je bilo žal, da ga niso pobrali še več. Taki dragulji so tudi zgodbe v razgledih. Dragulji, ki si jih lahko želimo le še več. Osvetljujejo našo preteklost, vplivajo na zavedanje v sedanjosti in odpirajo nove poglede in nove razglede na prihodnost, ki še pride. Tega se Muzejsko društvo Bled zaveda in zato vsako leto napiše razglede. V Muzejskem društvu Bled nas je že preko 150 članov, ki se ljubiteljsko ukvarjamo z zgodovino, število članov pa še narašča. Vsak prvi četrtek v mesecu organiziramo večere z Muzejskim društvom Bled v Viteški dvorani na Blejskem gradu. 2. oktobra bomo imeli že 24. predavanje. Nadalje organiziramo strokovne ekskurzije, na katerih se ogledamo mesta z bogato zgodovino in ravno naslednjo soboto, 27. septembra, bomo spoznavali Gorico. In vas prav vse prisrčno vabim, da se nam na tem strokovnem izletu pridružite. Prijave so mogoče v recepciji festivalne dvorane. Potem na internetni strani Muzejskega društva Bled lahko najdete bogato fotogalerijo o vseh aktivnostih društva in njegovih članov. Najdete pa lahko tudi večino objav v medijih. Ves čas krepimo povezave z različnimi društvi in muzeji, tudi iz sosednjih držav, saj verjamemo, da je v povezovanju in združevanju vedno skrita sinergija nepredstavljivih razsežnosti. In ne nazadnje so tu razgledi, zgodbe našega kraja, zgodbe o ljudeh, ki so bili, znanje iz preteklosti. Vse to je izpostavljeno pozabljenju. Zato v Muzejskem društvu Bled vemo, da le zapisan zapis prepreči, da ne utonejo v preteklost zavedno. Prispevek vsakega avtorja je zrno zlata v zakladnici znanja. In tako z razgledi, dragulji o zgodovini našega kraja in njegovih ljudeh ostanejo med nami za vse večne čase. Kdor pa bi želel slediti nauku zgodbe,
ga pa vabim, da si nabere polne žepe razgledov, ki bodo v prodaji po prireditvi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Srečo. K besedi pa bi povabila tudi župana občine Bled, gospoda Janeza Fajfarja. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu na že, mislim, 6 razgledih, muzejskih razgledih, blejskih muzejskih razgledih. Mi smo kraj, ki ima od 10. aprila 2004 v bistvu zapisano skoraj vse, kar je pomembno. In to je neprimerljivo s katerim koli drugim krajem v Sloveniji. Seveda se to ni uhranilo pri nas, če ne bi se vse zgubili ali bi razgrabili, ampak se je tam neko briksno in še kje na skrivnem, kjer nobenega to kaj dosti ni zanimalo, razen našega, ko se ga še starejši dobro spomnite, župnika Franceta Gornika, ki je napisal mogoče najboljšo lokalno zgodovino enega kraja v srednjem veku in do novega veka. Vesel sem, da nas ta njegov duh nese še naprej in videti tole vrsto avtorjev tukaj danes je res nekaj fantastičnega. Pred leti sem tudi med soustanovitelji bil muzejskega društva, približno si sem predstavljal, da bomo prišli že do 6. zvezka, vsak je debelejši, vsak je še bolj tehten prejšnjega in to v tem kratkem času. Zahvala gre največ novemu predsedniku našega društva, že nekaj let novemu predsedniku Sreču Toverniku. Znal je pridobiti tudi prave sodelavce, urednika Marka Vidica, zgodovinarja, ki je urejeval tudi izradovalce, ki je urejeval tudi našo enciklopedijo, tako da je vse narejeno tudi po strokovni, obrtni plati najbolj kar se da in tudi zato smo lahko ponosni, da avtorji pravilno citirajo, da ne prepisujejo, to je danes že kar redkost, ki pol doktoratov že priplonkanih. Tukaj se je zelo potrudil in je dal svoj prispevek k naši bližnji in daljni preteklosti. Še enkrat vsem najlepša hvala in zdržimo še naprej, kot je rekel Srečo, jaz pravim pa še zraven, v slogi in moč, ni važno kakšnega nazora smo, kaj mislimo, Bled je samo en in delimo se ga vsi enako in nekaj za to naredimo in ohranimo še za namci. Hvala. Hvala lepa, gospod Janez, za par besed kot popotnico v nocojšnji večer, pa bi prosila tudi urednika razgledov Muzejskega društva Bled, gospoda Marka Vidica. Najlepša hvala. Spoštovani, drage avtorice, dragi avtorji razgledov. Milita Vovk je leta 1984, torej pred 30 leti, zapisala: medtem ko stalno ponavljamo klišeje o etnični ogroženosti, bi bilo morda bolje, da začnemo bolj spoštovati lastno kulturno dediščino. Imamo vso pravico in tudi dolžnost, da jo ohranjamo. Rešitev torej ni v hrepenenju po starem in neponovljivem, temveč v spoštovanju lastne kulturne dediščine. Tradicija je v dolgih stoletjih ustvarila na območju neke etnične skupnosti spomenike trajne vrednosti. To pa niso rezultati sentimentalnih razmišljanj in modnih muh, temveč posledica logičnih opazovanj narave, geografskih razmer, vremenskih pogojev, značilnosti pokrajine, izkušenj na poteh ljudi, ki v tej pokrajini živi. Konec citata. Celotno besedilo je bilo objavljeno v 4. številki razgledov leta 2012. Namen naših razgledov in muzejskega društva je torej dvojen. Te spomenike trajne vrednosti popularizirati, da jih bomo spoštovali še naprej in odkrivati še neznane, pozabljene kjerkoli že so, globoko pod zemljo, v zaprašenih arhivih, v pozabljenih knjigah, v privatnih in javnih zbirkah, v šolskih, župnijskih in drugih kronikah, v spominu starejših, ki počasi odhajajo, v zgodbah, za katere smo slišali, pa se nam mogoče ne zdijo pomembne, v naravi okoli nas, v ljudskih običajih. Take spomenike odkriva 6. številka razgledov. Zopet je zelo bogato ilustrirana, s kar 188 fotografijami, reprodukcijami umetniških slik,
razglednicami, dokumenti, najrazličnejšimi naslovnicami. Na 200 straneh našega običajnega formata. Razgledi pa tudi spodbujajo in nagovarjajo nove pisce. S to številko namreč začenjamo z bibliografijo Bleda, v naslednjih številkah jo bomo še izpopolnili, predvsem pa objavljali tekočo bibliografijo. Prizadevali si bomo, da nekaj podobnega naredimo tudi za arhivsko gradivo, kar je seveda veliko težji zalogaj. Drugi sklop prispevkov, ki se ga kot urednik želim, so prikazi pomembnih blejk in blejcev, ter blejčank in blejčanov in seveda vseh v blejski okolici, ki so se uveljavili doma in po svetu. Letos je to prispevek o župniku Jakobu Sokliču, ki mu bo sledilo še predavanje in razstava. Bilo mi je veselje in zadovoljstvo sodelovati s vsemi avtoricami in avtorji, posebej pa še z lektorico Mašo Zevnik, ki je poskrbela, da besedila v branju gladko tečejo, ter oblikovalcem Nikom Mučičem, ki je ob vsem drugem poskrbel, da v tokratnih razgledih ni ne pankrtov in ne vdov, če si sposodimo izraza iz terminologije starih tiskarjev. Končajmo, kot smo začeli, s slikarko Milito Vovk. Risba na naslovnici tokratnih razgledov je seveda njena. Njen naslov, ki je najbolj primeren tudi za današnji večer, pa je Imejmo se fajn. Hvala. Hvala lepa, gospod Marko. Na odru pa seveda pozdravljam tudi avtorje 13 prispevkov, objavljenih v letošnjih razgledih. Kot že povedano, naslovnico razgledov krasi risba akademske slikarke Milite Vovk z naslovom Imejmo se fajn. Mislim, da se nocoj i bomo imeli fajn. Obenem pa bi se zahvalila tudi fotografu Roku Mučiču, ki je prispeval kar 11 razglednic, ki tako krasijo razglede Muzejskega društva Bled in jih naredijo še bolj prijetne za oko. Tako, spoštovani gostje, pravijo, da glasba z duše obriše prah vsakdanjosti. Zato mi je v čast napovedati naslednji nastop. Drage dame, cenjeni gospodje, nocoj bo naša ušesa ter dušo razvajal Tomaž Agačič, Fogel ob spremljavi kitarista Damjana Kuzmijaka. Bila je najin dom, sestrene iz dreves, za strop nebo, preproga iz travnih, zvest nebo za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo, poletna noč.
Moj prijatelj Damjan. Kot spomini san, prelep se zdiš. V naročju homa, ob nočeh le spokojen mir. Ko izza voglov hiš vaje glas davnine, ta iskrivi smeh in piš. Teh nekaj stihov podpisanih z naslovom Podhom je delo moje prve sogovornice na odru nocoj. Umetnice Anje Bunderla, pritiče pa jim tudi slika, ki jo boste kmalu lahko videli, jo vidite na zaslonu. Gospa Anja, glede na to, da skoraj vsako vašo umetnijo, naslikano umetnijo, spremljajo tudi verziji, pa mene zanima, kaj nastane prej, slika ali beseda? Pri umetnosti ni tako, da je vse matematično linearno v zaporedju, ampak pri umetnosti je tako, da se vse skupaj prepleta. Ker to so tudi, vemo, zdaj tudi znanost vse bolj priznava to, da ni samo ena dimenzija, ena razsežnost sveta, ampak je več razsežnosti sveta. In zato je treba tudi sprejeti to, da se lahko, da ni vse črno-belo, ampak se lahko vse skupaj prepleta. In jaz zdaj lahko povem, da se beseda in slika prepletata, ne moram reči, kaj prvo nastane, vse skupaj. Imela pa bi še eno vprašanje, in sicer navdih za vaše umetniško ustvarjanje je nedvomno narava. To pomeni, da slikate zunaj na prostem v naravi ali slikate v ateljeju? V glavnem slikam doma, ker če kdor slika, vsaj pri meni je tako, da če slikam v naravi, me hitro pograbi ta realizem. V naravi želimo naslikati točno tako, kot je, ne prepustimo se tistim občutkom, ki nas obdajajo. Potem so pa še moteči dejavniki zraven, pa kakšen veter zapiha, pa se zmotaš se. Če pa doma slikaš, pa tiste občutke, ki si jih začutil, ko si bil v naravi, ker sem veliko v naravi, tiste občutke lahko naslikaš. Realizem, to, kakšna hiša, pa kje je kakšen oken razporejen, to se porazgubi, tega ne zaznamo več tako. Ampak občutki pa ostanejo in prav tiste občutke lahko potem lažje naslikam na platno. In nam jih tako posredujete tudi nam? Ja. Vsak na svoj način izda nekaj iz sebe ven. Odkot leta piš in smeh je pa tudi naslov, zanimiv naslov je, mogoče težko razumljiv, ampak vsak je že doživel kaj takega, ko se sprehaja po kakšnih starih ulicah, gleda stare hiše in ob nočeh posebej in zazna tisto tišino, tako nerazumljivo globoko tišino. In takrat nas nekaj prevzame, pa začutimo en piš. In potem, ko nas to prevzame, se še dobimo nasmešek na usta. Ne vem, če se je kdaj vam to zgodilo, ampak tako se zgodi. In zato je ta piš in smeh, ta občutek, to je en navdih. Najlepša hvala, Anja, za vaš odgovor. Prosim. Vašo sosedo, gospod Vido Papler-Lampe, pa bi vprašala, Vida, vi ste avtorica prispevka o izdelavi načrta ureditve zelenih površin na Blejskem otoku. Zakaj je izdelava takega načrta potrebna, oziroma bi nam lahko povzeli glavne poudarke omenjenega načrta? Ja, lepo pozdravljeni. Blejski otok je dejansko sožitje naravnih in kulturnih vrednot državnega pomena. In v zadnjih 10 letih se je na otoku izgodilo kar precej popravil, zamenjav, novo južno stopnišče in tako naprej. In vsi ti objekti, vsi te izboljšave ne bi prišle tako do izraza, če ne bi zraven vzporedno se urejalo tudi zelenje. Zato je takratni upravitelj otoka, to je bila družba Svetega Martina, naročila ureditveni načrt tudi za zelenje. Ta ureditveni načrt je v bistvu mogel najprej odgovoriti na vprašanje, zdaj kaj je to zelenje na otoku, ali je to nekakšen urbani park, ena skrajnost ali pa druga skrajnost, ali je to eno kmetijsko okolje, kjer se
med kakšnimi jablanami in slivami pase še kakšna ovčka. Seveda to ni bilo tako, nekaj je nasrednja pot z ozirom na to, kar sem rekla, da so te vrednote, je treba ugotoviti tudi eno specifiko za zelenje in dejansko, če pogledamo z velikega v malo, mora biti otok tudi na starih razglednicah, na starih dokumentih se je to dobro odražalo kot polovica krofa, iz katerega gleda potem turen cerkve in še kakšne višje strehe. Zdaj, nekaj ukrepov, da do tega pridemo, mora biti ne 3-4 ukrepe, ki jih je potem ta ureditveni načrt obelodanil, da je treba pospeševati listopadno nizko drevje, da je treba odstraniti skupino debele smreke na severnem stopnišču, ki je dejansko zakrivala pogled na cerkev iz Zake, da je treba ohranjati debele čarobne lipe na jezerski obali, to se pravi med potjo in med gladino jezera in še razne druge zadeve. Moram reči, da sem pri izdelavi načrta res uživala, zadaj je kar nekaj metodologije, zdaj, če kakšnega bolj zanima, se bo pa pač lotil branja mojega prispevka. Točno tako. Najlepša hvala za vaš odgovor in seveda za tako zavzeto delo, da bo Blejski otok v ponos Bledu in da bo zelen. Pa bi vprašala vas, gospod Jože Skomavec, skupaj z akademikom dr. Mitjo Zupančičem ste napisali prispevek o redkem rastju na Bledu. Zanima me, zakaj je prav prispevek o rastlinah uvrščen v razglede muzejskega društva, ter kako ste pripravili sam izbor rastlin? Kakšen je v bistvu namen vašega prispevka? Tudi z moje strani lep pozdrav. Splošno pričakovanje je, da se muzejsko društvo ukvarja z zgodovino človeštva. Tudi rastlinski svet, ki je tesno spremljal človeka, ima zgodovino. Urejenega popisa zanimivih rastlin z območja Bleda in gori ni, zato je bilo potrebno opisati sedanje stanje, ki bo jutri že zgodovina. Prav iz zgodovinskih razlogov pa je v prispevku izjemno opisana sršajeva listna bukev, v slovenskem merilu dominantno drevo, ki jo je 5. februarja polomil ledeni oklep. Stara je bila 120 let in je bila najverjetneje sajena po načrtih švedskega arhitekta Karla Gustava Svensona. Kaj ni to zgodovina? Pa gremo k drugemu delu vprašanja, kako smo te rastline izbrali. V članku opisane rastlinske vrste so pri nas samonikle. Tudi če je katero izmed njih vede ali ne vede sem prenesel človek. Sedaj rastejo v naravnem okolju brez človekove pomoči. Seveda v naši okolici raste več 100 vrst semenk, opisanih v prispevku pa je le 17. Ti kriteriji za opis so bili redke rastline, kot je peruša, rakita, ali zanimive po cvetenju in listih ali pa listih, mokrati jeglič, blagajev ovčin, pasji zob, podlesni črnivec, ki mu pravimo tudi dan in noč, in pa ali pa tudi po ekstremnih rastiščih, ki jih nekatere rastline tukaj te ekstreme dosegajo, kot je puhasti hrast, hostav in klinolistih kamnokreč, šmarna hrušica, škarlatno modro ptičje seme. Ali pa rastline v velikih količinah, kot so sršajevke in sladičevke na grajskem hribu. Ali pa rastline, ki skoraj izključno rastejo samo pri nas, kot je buršerjev kamnokreč, ki raste samo v Pokluški soteski. Druge splošno razširjene vrste, kot so črni teloh, imamo dan črnega teloha, ciklame, ki so po mnenju dr. Jožeta Bavcona blejske najlepše, jeternik in še veliko drugih tu niso opisane. Pa gremo še k tretjemu delu vprašanja, namen prispevka. Namen prispevka je, da čim več ljudi spozna opisane rastline, da zvejo, kje jih najdejo, da to vedenje širijo naprej tudi med obiskovalce Bleda in da rastline v naravi zavestno ohranjajo.
Prav nepoznavanje rastlin je lahko zanje usodno, kot je bilo usodno za enega od 2 rakitevcev v Betinu, ki je bil verjetno prav iz nevednosti in nepoznavanja letos s traktorsko kosilnico uničen. Pa če zaključim, želim, da bi članek prispeval k spoznavanju in ohranjanju našega naravnega rastlinskega sveta, bogate naravne dediščine in da bo s tem obogatena tudi naravna ponudba. Predvsem pa, da se s spoznavanjem rastlin dvignemo kulturo odnosa do narave. Hvala lepa, gospod Jože Skomavec. Mislim, da bo branje vašega članka marsikoga prisililo nazaj na travnik, nazaj v naravo, v iskanje teh redkih rastlin, pa bi mogoče prosila, na vaši levi sedi vaša desna roka, gospod dr. Mitja Zupančič, kot soavtor prispevka, bi nam lahko samo na kratko povedali, kako ste pri nastajanju članka sodelovali? Kolega Skomavec je imel idejo, oziroma je dal pobudo, da opiševa redke in zanimive rastlinske vrste v zvezi z najnimi botaničnimi izleti in prireditvami na širšem okolici pravzaprav Bleda. Večina dela je seveda opravil on. Moj prispevek je o fitogeografskih razširjenosti teh vrst, o ekoloških razmerah, v katerih živijo te vrste in pa seveda uskladitvi celotnega teksta po znanih naših botaničnih metodah, to se pravi znanstvenih metodah in po kodeksih. To je bil pravzaprav moj namen. Hvala lepa. Drage dame, cenjeni gospodje, mi pa si privoščimo še en glasbeni premor. Na oder vabim Tomaža Ahačiča. Pusti 1000 dni in 1000 noči, ki jih več ni. Čas sploh še ve, da so kdaj bili. Zemilen dan, ki skril si ga tja na srčno stran. Pozabil ga, nikoli več ne bo. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne izveš. Zdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne izveš. Zdaj prišel, bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi.
Marjan Šular. Bom kar tukaj ostala, da ne bom koga zakrivala. V razgledih ste objavili prispevek o pomembni blejski osebnosti, ki pa je kot prvi muzeolog večinoma deloval v Slovenj Gradcu. Gre torej za moža preteklosti, ki ga ne gre spregledati, pa vseeno se mi zdi, da je bilo njegovo ime izgovorjeno in omenjeno premalokrat. Zanima me, kaj vas je vzpodbudilo, da ste s svojim prispevkom ovekovečili življenje duhovnika Jakoba Sokliča in mu s tem našli prostor v blejski zgodovini? Ravno ta namen, da stare blejske gospode, ljudi prenesemo iz pozabljenja, je bil osnovni namen. Gospod je bil rojen konec prejšnjega stoletja, res šolal se je, ni bil nikoli v službi na Gorenjskem, ker je pač končal semenišče v Gorici in je potem služboval na Tržaškem in v Istri. In zdelo se nama je, da ga moramo pokazati in oživiti tudi v blejski okolici. Gospod je bil v Slovenj Gradcu zelo čislen, ker tam je služboval 30 let. Bil je prvi muzeolog, kot ste že povedala, danes ima svojo, tako rekoč, galerijo v muzeju. In oni delajo, imajo Sokličeve dneve, imajo Sokličev zbornik. Na Bledu, torej mlajša generacija ga sploh ne pozna, pa tudi starejša ga ni poznala. No, ampak vseeno ste gospoda Jakoba Sokliča ste poznali tudi sami, pravzaprav je bil vrstnik očeta Marjana Šularja na Kranjski gimnaziji. Če se ne motim, pa bi nam lahko samo na hitro mogoče kakšno hudomušnost ali posebnost njegove osebnosti zaupali. V Ševlu Jaka je bil zelo hudomušen, majhen možiček. To je kar privrel z njega kakšen, po domače povedano, štos. Eden je ta zanimivost, da ko se začela druga svetovna vojna, je vse tiste svoje muzejske zbirke poskril, pa dal shraniti poštenim ljudem. In ko sem ga jaz enkrat vprašal, gospod Sokliča, pa ste vi dobil vse nazaj? Je pa potih rekel, še malo več. Drugič pa, ko sem mene službena pot zanesla 100-krat in še večkrat v Bežiško dolino in v Slovenj Gradec. Vedno sem se ustavil pri njemu. Moja teta, mama sestra, je bila 50 let faroška kuharca pri njemu. Posedli smo se v kuhno, na mizo in stal je potegnil tako flaško črničica, tistega ta pravega šnopsa z borovnic, pa ga je natočil vsakmo na pomislil in rekel, tako, zdaj je pa tle blejski konzulat. Hvala lepa za vajen odgovor in za vajen prispevek. Naslednji na vrsti za ta intervju pa je gospod Damjan Mulej. Nam lahko res na kratko predstavite, kaj je in kako poteka domoznanska dejavnost v knjižnici? Če si sposoden besede stare, pa da jo naziv žalil, izkušene novomeške knjižničarke Pleničar Andreje. Ona je zapisala v enem članku v knjižnici, reviji, da je domoznanstvo krmil obtok knjižnice, skozi katerega se napajajo vse druge dejavnosti, pa tudi obiskovalci knjižnice se napajajo skozi ta krmil obtok. Če pa sem manj romantičen kot ona, pa nakratko povem, da je to zbiranje, evidentiranje, obdelovanje gradiva domoznanskega, varovanje tega gradiva in pa tisto, kar je najbolj pomembnejše na koncu predstavljanje tega gradiva obiskovalcem, občanom in vsem, ki jih seveda karkoli zanima v zvezi s krajem in prebivalci, ki so živeli tu ali pa tu še živijo. No, pa če smo že pri tem, k vam v knjižnico je zahajala tudi gospa iz Amerike, ki je kasneje s svojim partnerjem izdala knjigo z naslovom Our Summer in Slovenija, kjer opisuje tudi Bled. In prav zato je uvrščena med blejsko domoznansko bibliografijo. Mislim, da naslovnico lahko vidimo na zaslonu, pa nam lahko poveste kaj več o tem? Ja, to je res ta naslovnica tega ameriškega para, ki je bil tu, mislim, da okrog 10 let nazaj. Možakar je bil en diplomat
mislim, da zelo visoko v ameriškem zunanjem ministrstvu. Gospa je bila pa redna obiskovalka knjižnice, mislim, da kar enih 3 do 4 mesece. Tukaj sta bila v poletnem času in gospa je prepotovala vso Slovenijo in tudi širše izven meja. V bistvu je bila, mislim, da po vsej Evropi skorajda. Ampak že sama naslovnica nam pove, kje je bilo najlepše. Tako da mislim, da vsak, ki je prestopil konec table, ki označuje Bled, se lahko strinja, da je tukaj res najlepši kotiček na svetu. Res je. Se strinjam, hvala lepa za vaš odgovor. Gospod Vojko Zavodnik, ste avtor prispevka z naslovom Po Kancijanovih zabrisanih sledeh do že pozabljenih podob Bleda. Med slednje pa spada tudi podoba skrivnostnega moža, po katerega sledeh se v prispevku odpravljate. Kdo je bil ta mož? Najprej vse najlepše pozdravljam. Ja, Jakob Kanciani, v Benetkah je šolan slikar, Furlanec po rodu in zdi se, da kljub mračni usodi resnično tudi pravi Korošec po duši in srcu. Je za kroniste, kot tudi za ljubitelje Bleda, zanimiv prav zaradi mnogih podob, idiličnih podob našega bisera. No, že na sredini 19. stoletja je slikal Blejsko jezero, svoje priljubljene Pecovce, kot tudi kasneje z nabrežine za sedanjim predorom pod Belim dvorom. No, poleg takratnih tipičnih kmetij je ovekovečil tudi prve blejske vile, ter še vedno stoječo kapelico ob jezeru, tam pri vili Lastovka, verjetno poznate. Zanimive so njegove podobitve takratnih domačinov, pletnarjev, džanic, veščih kmetic s tovorem na glavah, do slučajnih sprehajalcev. No, ko njegova olja Bleda primerjamo z Verget Porerjevimi fotografijami in tudi kasnejšimi Repetovimi posnetki z Bleda starih razglednic, ki so beransko posnete s Pecovce, se šele zavemo Kancijanove slikarske natančnosti, skladne dovršenosti barv ter odlične prostorske predstave. No, danes mineva več kot 160 let, odkar se je z oljnimi barvami podpisal na svojo prvo sliko Morski vihar. In to je ena od 16 slik, ki si jih lahko ogledate v posebni sobi Mestnega muzeja v Beljaku. Da pa po tolikem času več kot 125 danes evidentiranih slik z nezmanjšanim zanimanjem razveseljuje občudovalce, je vsekakor najlepše priznanje njegovemu umetniškemu ustvarjanju. No, in v prispevku tudi predstavljamo njegovih 8 do sedaj odkritih podob našega prelepega Bleda. Torej, toliko podob Bleda nam je zapustil, pa vseeno o Kancijaniju ni niti ene podobe, niti njegovega življenja ne poznamo prav dobro, mogoče kakšna? Ja, kar je res presenetljivo, je Kancijanjeva nepojasnjena zgodba, ki je pravi raziskovalni izziv. No, zdi se, da nažalost, da se do danes ni ohranil najmanjši osebni predmet, niti spominek, lastnoročno napisano sporočilo ali vsaj zaznamek po njegovi smrti. Portret njegove matere ter osmrtnica. To je vse, kar nas spominja na skrivnostnega slikarja. No in kar je še bolj zanimivo, če se pri iskanju ni prizrl kakšen domač vir, prav tako ni bil nikoli predstavljen ali njegova dela vsaj omenjena v kakšni do sedaj izdanih publikacij o Bledu in kot kaže je bil prezrt tudi vseh slovenskih zgodovinskih in umetnostnih virih. Zdaj lahko se le nemočno vprašamo, kako je vendar mogoče, da se koncem 19. stoletja v tako imenovani eksploziji strojno tiskane besede lahko za nekom izgubi čisto vsaka sled. Kljub poplavi slikarskih in fotografskih portretov koncem 19. stoletja, veste, kako je bilo to moderno, se ne ve niti kako je izgledal, kako je bilo samo tako kot v večini podobnih primerov možnost pogledom cerkvene knjige, mestne župnije, razkriti vsaj nekaj preteklega ozadja in družinskih vezi. No, dr. Neumann je v uvodu beljaškega letopisa lepo zapisal, da je nenazadnje
Kancijan je zaslužen, da je v svojih delih ohranil podobe še v neuničene pokrajine, ki v nas samih budi spomine iz naše mladosti in ne pusti prav nobenega opazovalca ravnodušnega. Nam, navadnim smrtnikom, bodo poteze obraza dobrodušnega slikarja verjetno zavedno ostali nepoznani, a morda boste tudi vi njegov prodorni pogled ter pritajen nasmešek zaslutili prav v ohranjeni podobi njegove matere, ki je v razgledih objavljen na koncu prispevka. No, njegova barvna dela, njegove barvita oljne slike pa so pred nami končno zasijale vse svoje lepoti in Kancijanju naposled vendar ne prinesle osebno potrditev in priznanje, kateri za časa življenja verjetno ni bil nikoli deležen. Hvala lepa. Dragi dame, cenjeni gospodje, na oder pa še enkrat prihaja Vogel. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč prizna. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga tajkrat izda, no takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepustil, če je svetu vrag. In če misliš tudi ti, da je dolgčas brez laži, pojdi dalje z njo. Nam se zdijo jutrišnji, med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se zdijo jutrišnji, med iskrenimi Silič, kakor vidite, se je danes zbral in kapaldi, da bi slišal, koga je zapisal v razgledah. Kogače bi jim na krat nekaj od voča pa njegove fajfe povedal. Ne. Takole pa naši se vam govorejo. Sem dobila... Površi nisem nikoli videl. Od gospoda Vladimirja sem dobila malce lekture, samo to je. Ja, zdaj, če hočemo to narediti, telefočev je v moja zgodba kar nekaj, ne. Je pa stvar taka, da moramo tudi pojasniti, da so se te stvari dogajale 100 let približno nazaj, ne. In jaz sem jih zapisal po spominu, ki so jih pripovedovali stari ljudje, ne. No, zdaj, moramo pa pohteti, ne, če hočejo kaj povedati, ker naš Srečko, ne, tale Šteglav, ne, je rekel, da ne smemo preveč nakladati. Ko pa gremo, ne, tistkrat, no, kva se prav furati, vsi veste, da nam sprašvali, ne. Oče je fural, tist dan zjutraj je bil hud mraz. Ovo je pripeljal s hleva, mu je že nataknil, pove pa vpregal v čule. No, koga so v čule, pa ne veste, ne. To pa jaz ne vem. No, Marjan Šoler jo bo pojasnil, ne. Za vodni greh pa kaj še narico. No, poje, ki bo ven napregal, sta pa šla skozi vas, pa skozi voh. Mraz si bo, da je sneh pod švedren kar škripal. Pa sta pa prišla na Gmajno, tam je pa Plana
in je mraz še bolj pritisnil, oče je kroglico pruštega gor zavihal, vol se iz nosa kadil, kukor da burajfne k temu, zmaval nadol, so mu pa sveči visle ledene. No, ko sta prišla do Save, čez Savo, čez most, je bil tak srež, kukor so moj predolgi. Tuk Sava je bila z leve pa z desne strani že kar precej zamrznjena, no, pa sta pa šla naprej, sta zavila v Gabevo pa v Gošo. Tam je brez malo popustil, se je pa voča spomnil, da fajfo prižgal, fajfe pa ničere. Je rekel, hočem reči, da bi bil brez fajfe cel dan najvolc, to se še ni naredilo, pa se tudi danes ne bo. Voj je potegnil s poti, ga je privezal za Brino, pa nazaj domov. Ko je prinoril domov, Minca je pa glih na pragu, ga je zagledal in je rekel, Janez, koga pa je? Koga pa se je naredilo? Je rekel, koga? Fajfo sem pozabil. Minca ga je pogledala in je rekel, Janez, se je mašal v ustih. Poj pa kar noč smukanova, da se ne bi še kaj hujšega zgodilo. Oče je potegnil fajerce z varžeta, fajfo prižgal, pa prav potuhne šel skozi vas, pa skozi Bog spet nazaj do vova. Jezen je bil tako, da je vova ne trikrat s palce žvajznil, da je vov kar poskočil. Poj sta pa brez počivana šla na Joco, na Vršance je ta prvkrat vov žiher malo ustavil, če se je preh ustavil, je bo vse narobe. No, na Vršanje pa voča že tako spet potreben po fajf ratov, da je spet fajfo prižgal, pa sta pa šla, ki je malo fajfo potegnil, sta pa šla naprej. A veste, koga je voča nababdil? Koga? Ja, ta prvo, ki je bil toliko zadihan, je malo sapo zajel, poje pa takrat ga ven potegnil, pa en šluk naredil, poje pa fajfo prižgal, pa sta pa šla z vovom naprej, če preče parto, tam so pa čakali štoki. No, in takoj pa šla zgodba naprej. Za danes mora biti pa dober, ker so rekli, da srečo rekel ne naklada. Hvala lepa. Vsem drugih še več, pa seveda v razgledih in kratkih zgodbah gospoda Siliča. Gospod Tone Marolt, mene pa zanima, kaj nam danes predstavlja fotografija vrha Triglava iz leta 1919, prvega leta po prvi svetovni vojni? Ja, najprej en lep dober večer vsem. Glavna figura na tej sliki je mož, ki leži v ospredju v manteljnu z vivčkem. To je bil blejec Martin Prešeren, eden med prvih blejcev, ki se je pridružil Slovenskemu planinskemu društvu. Stari blejci so o njemu vedeli povedati, da je bil več kot 90krat na Triglavu. In to v tistih časih, ko so ljudje delali v petek in svetek za kruhek, ni bilo kar tako. To pomeni, da je bil velikrat za praznike in v nedeljah svojo dušno v hribih. Okoli njega sedijo in stojijo Rčičani, rčiški fantje in možje, predniki današnjih rčiških gospodarjev. Ta blejc Martin Prešeren je bil kasneje, leta 1949, tudi počaščen ob ustanovitvi Blejskega planinskega društva s tem, da so ga izvolili za prvega častnega predsednika Blejskega društva. Njemu Bog bi lahko postavili tudi našega znamenitega matematika doktorja Josipa Plemna, ki se je tudi še kot študent pridružil Slovenskemu planinskemu društvu. Poseben je bil pa malo tudi v tem, tukaj vidim tudi našega župana med nami, da je takratnega blejskega županja Jakoba Peternela večkrat peljal v hribe. Skupaj ste jo marširali na Medvodnikove koče, po Kreljevci pa na vrh tudi tja. In tudi svoje sokrajane je doktor Plemelj, takrat seveda kot študent, večkrat peljal v hribe. No, ampak kakšno bi bilo pa mogoče sporočilo te fotografije za današnji čas? Ja, o tem ne bi mogel povedati nič bistveno novega.
to je, da Triglav je bil in ostane simbol slovenstva. To so med narodnoosvobodilno vojno pokazali simbolično tudi gorenjski partizani, ki so se na pragu svobode jeseni leta 1944 povzpeli na Triglav in tam na Aljaževem stolpu izobesili slovensko zastavo z rdečo zvezdo. To bi bilo nekako. Najlepša vam hvala. Več seveda v razgledih v samem prispevku. Naslednje vprašanje pa mogoče ne bom naslovila na gospoda Sergeja Učakarja, vendar na vas, dragi občani. Ste sploh vedeli, da igrišče za minigolf, mimo katerega hodite skoraj vsak dan, tam stoji že 50 let. Je to res? Lep pozdrav vsem. Jaz Dafne Guncem, danes jih sicer ne bom kaj pretiran, ker so mi rekli, da ne smem. Je pa res, dragi blejci, blejke, da mimo zabave, športa, fenomena in umetnosti hodite že dolgih 50 let. Jaz sem danes v športni upravi, se bom pokazal, pa pol pojasnil, zakaj. Namreč na ta dogodek sem prišel iz prestolnice, iz velemesta, kjer sem ob slavnostni otvoritvi minigolf igrišča v parku Tivoli igral minigolf z županom Zoranom Jankovićem in sem eden redkih, ki bo cel življenje govoril, da sem Zorana Jankovića v minigolfu tudi premagal. Kar bo vidno na posnetkih in po televiziji in tako dalje. Še v zvezi s tem vprašanjem bi dodal to, da imate veliko smolo, da po tej hoji mimo, kot se mi 2 dni nazaj zastavil vprašanje, ki ne mi zastavil, da v tej hoji mimo ne uživate še iz tega aspekta, ki vam ga ponuja ta moj članek, kajti 50 let je doba, ki jo bom doživel drugo leto in sam že dobro vem, da je to dolga doba. Ampak vseeno se mi zdi, da na minigolf večina ljudi gleda kot na razvedrilo. Nam lahko pojasnite športne vidike te dejavnosti? Ja, interesantno, zdaj nas že po člankih, ki jih redno objavljamo v Blejskih novicah, malo že poznate, nekaj odmevnih uspehov v tujini, nekaj zelo dobrih rezultatov doma. Minigolf kot tak, kot ga pozna večina navadnih smrtnikov, v oklepaju, med katere se tudi sam uvrščam, pozna le kot neko avtomatizirano nabijanje žogce po tistih ugrajenih banjih in tako dalje. Je pa pravzaprav, ko se spoznaš z njim, lahko tudi nekaj drugega, pa bom kar prekinil, ker vem, da so še za mano gostje, avtorji, se opravičujem. In vas vse povabil še enkrat, da vsaj ob 50-letnici za božjo voljo pridite na minigolf Bled. Hvala. Seveda pa ne gre spregledati, da je tu september, ko se vračamo nazaj v šolo. Pa se dotaknimo ob tej priložnosti še šolstva. Gospod Marjan Rejc, pišete v šolah v Gorjah po letu 1945. Čisto na kratko, katere so tiste glavne razlike med osnovno šolo leta 1945 in to leta 2014? Ja, kar nekaj razlike, najprej dobro večer vsem skupaj. Kar nekaj razlike, pa tudi seveda kar nekaj podobnosti. Razlike so v standardu, leta 1945 je bilo povojno leto, Slovenija in tudi Gorje so utrpele veliko škode in šola je bila v teh letih, se pravi leta 1945 v 3 prostorih. Učilnic ni bilo takih, kot so danes. Otrok je bilo pa nekaj takega, kot to šolsko leto pri nas v Gorjah. Takrat 290, letos pri nas v Gorjah 270. Razlike so seveda tudi v tehniki. V prispevku, ki ga opisujem,
in se mi zdi, da je primeren, da ga vsi preberete, je nekako prikazan tudi razvoj šolstva v Sloveniji v teh povojnih letih, na kratko, na 6-7 straneh, in opisuje prihod radija leta 47, prihod televizije leta 61, verjetno so teh televizij po vaseh oziroma v kulturnih domovih še spomnite oziroma spomnimo, potem pa prihod računalnika leta 85 in takrat se spomnim, je bilo to zelo drago. Za en računalnik smo porabili ves denar za opremo, ki smo jo lahko kupili v tem letu. Danes imajo praktično za tak denar lahko vsi učenci tablične računalnike pri pouku. Pa še mogoče na področju same vzgoje. Se je tudi na tem področju, na področju vzgoje otrok, kaj bistveno spremenilo? Ja, z vzgojo otrok so problemi, ne, to vemo. Ampak niso samo od danes, oziroma od takrat so večni. Pomembno, meni se zdi pomembno, ko sem pregledoval te podatke, pa brskal po kronikah, da je bilo v povojnem času politično življenje, tako imenovano družbeno-politično življenje, zelo vpeto v delo šole. Od pionirske organizacije, pa mladinske organizacije, pa Zveze komunistov in tako naprej in tako naprej. In seveda v tem obdobju se je vzgajalo malo po ruskih zgledih, pozneje potem po naših samoupravnih. No, po letu 91, ko je pa prišla osamosvojitev, tako pravimo, je pa seveda problem nastal zdaj, kako ne vzgajamo, kakšne so tiste smernice v vzgoji in mislim, da smo se kar nekaj časa lovili 20 let od tega, ne, da smo nekako gotovo, da vzgajati je potrebno, da vzgajamo pravzaprav vsak dan, vsak trenutek, ko kot učitelji stopamo pred učence. Hvala lepa. Srečno še naprej. Na oder pa zopet vabim glasbeno točko Tomaž Ahačič, Fogel. Razpuščeni lase, skrit obraz med dlanmi, nežna kako cvet, kot da komaj 16 let. Julija, objokana, niti treba skrivati solza, solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Ste nežno mehti, šepetajo ime, razočaranje, kakor pelin zagri. Srce je Julija, objokana, tudi zate zraste vrtnica. Julija, o Julija, pusti bolečini, da izlije se na dan. Julija, objokana, niti treba skrivati solza, solze so kot biseri, bolečina jih rodi.
niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Gospod Marjan Zupan, glede na vaš prispevek bi lahko rekli, da ste strokovnjak za stare vaške običaje. Vleka ploha v Podhomu je eden izmed omenjenih običajev. Mi lahko poveste kaj o njegovem izvoru, oziroma mi ga lahko na kratko opišete? Ja, dober večer želim. Sam ne vem, kaj zdaj ta pravi strokovnjaki rekli. Vleka ploha, pravzaprav sam pust, je predkrščanski običaj, ki so ga povzeli tudi Rimljani in so nekako te praznike, v katerih so se tudi čemli, spravili tako v predpomladni čas. In tudi uveljajoče krščanstvo pač mu ni moglo do živega tem običajem, tako da je nekako od leta 1300 v Evropi ta običaj, v katerem so se tudi čemli, prišel pred ta 40-dnevni post, od takrat naprej. Ta običaj je živ še kako na slovenskih tleh tudi. Seveda jaz se bom tukaj osredotočil na vleko ploha, ki izvira iz pusta. Tukaj obstaja nekaj različic, recimo borovo gostivanje. Tam pač ta dekleta, ki se niso poročila, pa bi se lahko, poročijo s tem borom, ki predstavlja ženina, pač igličastega ženina. Pol imamo tukaj tudi recimo ta običaj na Dravskem polju, je zelo živ. Pa če počasi pridem na Gorenjsko, imamo tukaj v Lomu pri Tržiču, tudi ta običaj, ki furajo naprej, recimo potem pa Planino pod Golico, pa Gorjanske vasi, Gorje, in seveda Podhom. Tukaj je ta običaj zelo živ, od časa pomnjenja naših dedov. Z njim se je prekinilo same drugo svetovno vojno, potem so ga pa tam v 50-ih letih pa naprej oživili spet. Gre pa tako, najprej gre ta zastavonoša s fano, zastavo. Nekaj časa so to zastavo nosili konjeniki, včasih peš, kar počnejo tudi dan današnji. Ko so prišli ven traktorji, je bilo zelo nobel to zastavo tudi s traktorjem peljati, tako da za zastavonošo gre potem sam ploh, se pravi ta smreka, ki je mimogrede, pri vleki ploha gre za čaranje plodnosti oziroma za plodnostno magijo in dekleta pač, ki bi se lahko, še enkrat rekel, pa se niso, takrat poročijo s to smreko, ki predstavlja tudi oziroma ženina ali, če hočete, falični simbol. Zatem za to smreko gre za pravljivček, kjer je nevesta, seveda moški napravljeni in pa ženin, pa ostale svatovske maske. Potem grejo pa tudi ljudje v tem sprevodu skozi vas. Specifika tega našega ploha je pa ta, da mu zašrangajo ta oženjeni možje in ob tem predstavljajo stare običaje, kar je tudi ena taka luštna učna ura zgodovine tudi za mlajše, ki vidijo, ko se je včasih recimo dogajalo žganje kuha, kako se je kuhalo ogle, potem skratka stara kmečka opravila se predstavljajo več ali manj. Ampak ste omenili, da je torej vleka ploha predvsem fantovska domena. Mene pa zanima, kako in na kakšen način oziroma če so sploh dekleta vključena v to, razen kot gledalke. Seveda. Sej končen namenjen
Že ni Dim, tuji. ne? Ja. Tako da seveda neporočena dekleta morajo kušati vrh ploha. Zdaj, zlepa ali pa zgrda, ne? Nekatere, ko pravilu pristopijo tako stoično oziroma pridejo ponosno in to pravijo, ne? Se pa pojavi tudi kakšna taka, da jo morajo fantje loviti po hiši in jo, če ne drugače, tudi prenesti do tega vrha smreke in Zadevo mora upraviti. Hvala lepa. Malenkostno, samo še to bi, kar se tiče ženskih kvot, izpostavil, da liderka, pravzaprav voditeljica tega ploharskega odbora, današnjega je ženska, se bi kazalo kar, no, in pa tudi vaške gospodinje in ostala dekleta vsako leto napečejo domače dobrode in seveda skupno pripomorejo k prazniku. In ne gre ta običaj naprej v bodoče čase. Se strinjam. Hvala lepa, gospod Marjan. Vprašala pa bi gospod Vanjo Piber. Prispevek, sicer napisan strani gospe Eve Štravs-Podlogar, opisuje Bled v očeh javnosti v letu 2013. Pa mi samo povejte, iz katerih držav so bili predstavniki medijev, ki so v lanskem letu pisali o Bledu? In o čem so v bistvu pisali? V lanskem letu so Bled obiskali predstavniki v članku, ki je tukaj pred nami, so predstavniki medijev iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Nemčije, Rusije, Belgije, Španije, Koreje, Hongkonga, Indije, Italije, Avstrije, Japonske, Kitajske in Hrvaške. Praktično z celega sveta. Gre za spletne revije in časopise, klasične revije in časopise, televizijo. V zadnjem času pa opažamo velik porast blogerjev. Turizem Bled je zabeležil v lanskem letu preko 40 blogov različnih, ki vsi zelo pozitivno pišejo o Bledu. In pravzaprav v večini teh vseh primerov gre za najbolj brane medije in gledane iz posameznih držav. Če kdo mogoče ne ve, blog je spletni dnevnik. Tako. Nisem prepričana. Tako. No, o čem pišejo? Pišejo o naravnih in lepotah, o naravni in kulturni dediščini Bleda. Potem se nekateri osredotočajo bolj na kulinariko, drugi na aktivno preživljanje turizma, počitnic, družinske počitnice, Triglavski narodni park, zimski turizem in podobno. Potem pa je potrebno omeniti še različne lestvice, ki predvsem različnih spletnih portalov, ki Bled vsako leto uvrščajo med najlepše kraje na svetu, in če omenim samo enega, to je ameriški USA Today, ki cerkev na Blejskem otoku uvršča med 45 najlepših cerkva na svetu in jo postavlja ob bok katedralam, kot sta katedrala svetega Petra v Rimu in Sagrada Familia v Barceloni, na primer. Najlepša vam hvala. Če smo nocojšnji večer začeli z dragimi kamni, z najdbami, pa ga tako še zaključimo. Janez Premk, nazadnje se vraj še pri vas. Okrasna zaponka s Kentavrom Lokostrelcem je ena najpomembnejših arheoloških najdb z Bleda in slovanskih grobišč nasploh. Zakaj je predmet tako dragocen? Najprej najlepša hvala za vabilo, ki sem se mu zelo rad odzval, namreč v sami fibuli s Kentavrom Lokostrelcem sem napisal diplomsko nalogo davnega leta 1996. Članek bi moral izideti kot v sklopu zbornikov člankov o predstavi od Rimljanov do Slovanov v Narodnem muzeju Slovenije, ampak je nažalost ravno za izdajo tega zbornika zmanjkalo sredstev, tako da v bistvu do danes ta zadeva še ni šla in v bistvu gre tukaj za prvo izdajo. Zdaj, zakaj je ta Kentavr Lokostrelec z Bleda
tako pomemben, zakaj gre za tako pomembno najdbo. Najprej naj omenim, kaj kentaur ilustrelec sploh je, za tiste, ki ne veste. Vsak najprej pomisli na pol človeka, pol konja, na mitološko bitje, ki je vezano ne na slovanska grobišča, ampak na grško-rimsko antiko. Vsi poznate verjetno boj kentaurov z Lapiti ali pa dobrega kentaura Hirona ali pa njihovo navado, da imajo radi dobro kapljico, naprimer, in zaradi tega tudi včasih znajo razgrajati. Včasih so podobljeni tudi skupaj z bogom vina, Dionizom. Konec koncev se srečujemo s tem delom izročila, vedno, kadar pridemo v Ljubljano in preko mesarskega mostu vstopamo na tržnico, tam je podoben Silen, v bistvu satir, ene vrste, Jakov Brdar. Ampak ne omenim to, da zadeva je izjemno zanimiva. Zakaj? Prvič zaradi tega, ker Slovani v času preseljevanj ljudstev niso splošno upodabljali figuralike. V bistvu so prisotne, naprimer, podvitve ornamentike in tako naprej, ampak figuralni motivi so pa izjemno redki. Če že se upodabljajo živalske oblike, forme ali pa v skrajnem primeru podoba lova. Tukaj pa ne gre samo za podobo lova, ampak gre za podobo kentaura ali kostrelca v deru, tam ga imate podobnega. V bistvu gre za izjemno dramatični prizor, preden kentaur izstreli puščico. In pri tej sami figuri se postavlja cela vrsta vprašanj, ki jim lahko sledite v samem članku. Torej, mogoče še niste odgovorili za Slovane, kakšen pomen bi imela lahko ta podoba? Tukaj se pa jaz kar direktno lahko navežem na gospoda Marjana Zupana in pa prispevek Obleki ploha v Podhumu. Namreč to, do česar sem v bistvu tudi sam prišel preko tega prispevka, je, da ne gre samo za ikonografijo vezano na grško-rimsko antiko, ampak gre za splošno indoevropsko ikonografijo vezano tudi na naš svet Slovane. Namreč, to morate vedeti, ko so Slovani prišli sem v svoj pravi domovini, niso poznali konja. In ko so se prvi srečali z jezdecem v daljavi, so mislili, da gre za eno samo bitje. Eno grozno podobo in verjetno so take bitke, ko so se prvi z njimi soočali, tudi zgubili, ker so bili tako grozljivi. Ampak hočem pa to povedati, da pol konji. Konec koncev imamo celo vrsto ikonografije vezano na Slovane. Konec koncev, naprimer, bog Perun, vrhovni bog, ne bi bil v osnovi neke vrste tudi izpeljanka Kresnika, ki je bil pa teriomorfno bižanstvo, se pravi upodobitev konja. In v bistvu ta motiv polbogov absolutno pozna tudi slovanska mitologija. In se pojavlja v sklopu vseh teh prelomnih obdobij v letu, tako naprimer ob ekvinokcijih kot solsticijih in pa naprimer ob v času 12 noči, ne omenjam samo sprehod z ruso oziroma belim konjem. Toliko za to. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Janez, mislim, da je ta zadnji odgovor še zadnja potrditev danes, zakaj kupiti razglede. Vendar, drage dame, cenjeni gospodje, s tem smo prišli do konca nocojšnjega večera. Najlepše se vam zahvaljujem za vaš obisk ter upam, da ste v naši družbi uživali. Prav tako bi se v imenu Muzejskega društva Bled rada zahvalila slehernemu avtorju za njegov doprinos k nastanku nocojšnjega večera ter razgledov Muzejskega društva Bled za leto 2014. En aplavz. Še enkrat. Seveda, hvala lepa tudi občini Bled, Zavodu za kulturo Bled, podjetju Kart Bled, Kovinski Bled in pa gospe Urški Vernik za samo oblikovanje nocoj. In še zadnjič nocoj vas vabim, da prisluhnete še enkrat glasbenemu imitatorju Tomažu Ahačiču Foglu, skupaj v spremljavi kitarista Damjana Kozmijaka.
Zaleni strgani listi velikih besed, na rostevico povrazim in večne prevarem, gradove oblaki, peščine odpare. Ti ne verjamem, da je danes drugače, ti ne zaupam, niti lastnim očem. Ti ne verjamem, da je danes drugače, ti ne zaupam, niti lastnim očem. Ti ne verjamem, da je danes drugače, ti ne zaupam, niti lastnim očem. Ti ne verjamem, da je danes drugače, ti ne zaupam, niti lastnim očem. Lepa. Dobro ste zaploskali. Še eno bomo šli, še eno, absolutno. Preden se odpravimo vsak po svoje. Tale je Lihza na Bled. Poglejte, jaz sem še danes študiral, če spet malo po gorenski, da bi se kar malo prešpaciral z Tržiča na Bled. In me vodi jasno iz Tržiča do Bleda siva pot. A boste pomagali tole? Skoraj si ti gorenska, sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gori so. Vodi me, siva pot, le spomini še živijo. Zemlja stara, temna neizprosna. Rdeča roža tvojih je laseh, nežna mesečina, sonce v oči. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gori so. Vodi me, siva pot. Ko vstaja jutro, slišim klice iz daljave, radio spominja me na to, tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, na tele. Zdaj pa samo vi. Super, jaz vas vam rad. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gori so. Vodi me, siva pot, vodi me, siva pot. Hvala lepa, za lep večer. Damjan Kuzmijak in moja malenkost Tomaša Tomič Hobel. Hvala še enkrat.